Dobro jutro, drage gledalke, spoštovani gledalci. Torkovo jutro je in čas za mirico dobrega. Veliko razlogov je, zakaj v svojem življenju srečamo določene ljudi. Nekateri ostanejo le bežni znanci, statisti v filmu, brez kakšne opaznejše vloge. Nekateri pridejo, da povzročijo nemir in težave. Z nekaterimi se zbližamo na duhovni in fizični ravni. Nekateri nas ljubijo, spet drugi pridejo z namenom, da nas nekaj naučijo. Včasih si zelo želimo ostati z nekom, pa se izkaže, da se je le sprehodil skozi del našega življenja. Vsekakor pa je vredno razmisliti, zakaj smo to osebo srečali. Mogoče nam v tistem trenutku pokaže pot naprej proti našemu cilju, ki ga nosimo skritega globoko v podzavesti. Nedolgo nazaj mi je prijateljica zaupala tole misel. Sem močna, ker poznam svoje slabosti. Sem prečudovita, ker se zavedam svojih napak. Sem brez strahov, ker razlikujem iluzijo od realnosti. In sem pametna, ker se učim iz svojih napak. Ljubim, ker sem občutila sovraštvo in lahko se smejem, ker sem spoznala žalost. Množica čustev nas spremlja vsak dan. Da boste danes dan začeli dobro, bomo poskrbeli mi. Ljubiteljska kuharica Lučka Kotnik iz Zagorja bo v naši studijski kuhinji pripravila nekaj zelo zanimivega. Izvedeli boste že zelo kmalu. Naši današnji prvi gosti bosta Štefka Suša, sekretarka Rdečega križa Slovenije območnega združenja Zagorje ob Savi, in Metka Podpečan, predsednica tega združenja. Govorili bomo o humanitarnih akcijah, ki so se letos že zgodile, in tistih, ki se še bodo do konca leta. Govor pa bo tudi o njihovih ekipah prve pomoči in tekmovanju, ki se jim obeta v prihodnjem letu. V studiu se nam bosta pridružila tudi Luka Tori in Monika Grošelj. Spregovorila bosta o vajah in delu ekip prve pomoči, v živo pa bosta prikazala tudi temeljne postopke oživljanja z uporabo defibrilatorja. David je za vas pripravil pregled športnega dogajanja po Zasavju, v zadnjem delu pa se nam bo v studiu pridružila še Simona Jarc iz Čemšenika, prostovoljka pri Rdečem križu Zagorje. Da bo malce povedala, kako pomembno je pomagati drugim, kako pomembno je pomagati ljudem v stiski, in to pomoč lahko ponudi vsakdo izmed nas. Začeli pa bomo z glasbo, pravzaprav z živahno pesmijo, ki sta jo letos poleti oblikovala Dejan Vunjak in Manca Špik. Prva misel, kaj je z mano, druga nekaj je v zvezi s tabo, ker meter ali dva na tle mi hodiva, ko skupaj sva. Zdaj sva nora, zdaj sva mlada skupaj, kakor led in limonada, za hip zaprem oči, ker se od sreče zdi, da sanjam. Limonada si, ki mojo žejo pogasi, lej življenje eno je, da izpiva vse. Limonada si, ki kakor led me ohladi, kadar sonce nam žge, ti odžejaš me. Vsak utrip srca je pisemna in napisana. Moram ti priznati, da zame ti si tisti, ki me vname, ne morem si lagati, vse na kvadrat je s tabo. Limonada si, ki mojo žejo pogasi, lej življenje eno je, da izpiva vse. Limonada si, ki kako led me ohladi, kadar sonce nam žge, ti odžejaš me.
si, glej, življenje eno je, da izpiva vse. Limonada si, ki kakor led me ohladi, kadar sonce namežge, ti odžejaš me. Limonada si, ki mojo žejo pogasi, glej, življenje eno je, da izpiva vse. Limonada si, ki kakor led me ohladi, kadar sonce namežge, ti odžejaš me. Po tej lepi in poskočni pesmi pa se zdaj že javljamo iz naše studijske kuhinje. Lučka Kotnik, pozdravljeni. Zdravo. Vesel sem, da ste se danes odzvali našemu vabilu, da ste prišli v našo studijsko kuhinjo in da boste pripravili nekaj zanimivega. V napovedniku sem omenil, da ste ljubiteljska kuharica iz Zagorja. Na družabnih omrežjih smo vas že velikokrat videli in občudovali vaše dobrote, vaše specialitete. Sem pa slišal, da se s kuhanjem ukvarjate že več kot 30 let. Ja. Kdaj se je začela ta ljubezen do kuhanja, da vam to ni bilo odveč in da ste ugotovili, da pravzaprav v tem uživate? To mogla malčkam premisliti. Je pa res, da sem se prvič postavila za štedilnik še s pručko. Tako da sem mojemu očetu pomagala, ko je kuhal predvsem stvari, ki njemu niso dišale. To je lupljene krompirja, kar boš ti danes delal, paniranje zrezkov in vsega tega, tako da je on lahko še kak dnevnik vmes pogledal. Tako da se je nekako tako začel. V katero panogo si se dala? Kaj so tiste specialitete, na katere si ponosna? Jaz sem se dala v panogo, to so me večkrat vprašali, v katero smer gre moja kuhna, greva tako, da vsak dan nekaj drugače. Jaz nikdar nobene jedi ne naredim dvakrat iste. Zato, ker kuham po navdihu, meni zjutraj zapaše mogoče nekaj sladkega, naredim tisti dan jedi mačken slajše. Potem se zbudim, mi paše nekaj pikantnega in je čist cel dan pikanten in takrat dam vedno mačken ščepec čilija noter. Tako da nobena stvar ni, bom rekla, jed istega okusa, vedno nekaj drugače. Koliko porabnikov jih imaš doma? Koliko je tistih, ki so deležni tvoje kuhinje? Porabnikov doma je ena številka, koliko je pa tisti, ki jih je deležnih, jih je pa ogromno, ker kadar res objavim, kakšna moja jed že soseda, a že diši, je že topel, pridem, že zvonec pa, tako da se jih kar veliko srečuje. Smo pa drugače 4 trenutno, pa zelo rade še punce pridejo od možega zakona prvega, pa drugega, tako da nas je kar veliko, ko se zberemo. Si zagovornica teorije, da si je za kuhanje treba vzeti čas ali se lahko kdaj tudi kaj na hitro pripravi? V bistvu tako je, da jaz vse na hitro naredim. Zato, ker jaz sem zelo, bom rekla, zaposlena mama, čeprav nisem zaposlena, ampak prav, da sem kot multipraktik. Jaz delam vse stvari naenkrat, skrbim za otroke, kuham, z možem v podjetje, tako da sem še tam dejavna. Tako da dejansko jaz sploh nimam veliko časa kuhati. Če ga imam, potem preveč kompliciram. Se da vse na hiter. Sam treba tehniko pa nekako po vrstnem redu se zorganizirati. Pa potem že ob sestavinah veš, kako bo videti končna jed, ki jo boš lahko postregla? Ja, to gledam tako, da tudi nekako prilagodim barvno, da se usklajuje, ker sem zagovornica tega, da se najprej je z očmi. Če nekaj neprijetno za pogledati, tudi mislim, da ne bo človek probo. Je kako delo v kuhinji, ki ti ne ustreza, če odvzameva pomivanje posode? Pa si mi vzel. Tako da imam pomivalca. V bistvu ne, sem se kar navadila. Če si ti ljubiteljski kuhar, ne pod prisilo, v bistvu uživaš tudi v rezanju čebule, sploh zato, ker najdeš tehniko, kako se ne izjočaš. Omenila si, da imate doma tudi podjetje. Ogromno dejavnosti je, ki jih počnete. Jaz kar ne morem nehati naštevati, če začnem, kaj vse sem videl na vaši spletni strani. Kaj je glavna dejavnost, s čim se ukvarjate? V bistvu bom tako, kaj je glavna dejavnost, bom prišla na konc. Začela sva pa, ker je podjetje Tvoj Hekar, v bistvu čas, kjer vpraša, kaj imate vi s hrano. Začetki so bili čisto takšni, da je v bistvu mož je informatik. Jaz sem se nekako želela biti računovodja in sva začela tako in zato tudi ta ime Tvoj Hekar, nekako, da delamo dobro za druge. Potem pa sva nekako se vrgla v hrano. Jaz sem vedno uživam v hrani, rada imam hrano, rada jo občutim, rada jo prodajam, jem.
kar se tudi vidi. Tako da sem začela v bistvu potem z prodajanjem hrane, grosistično prodajo za gostince, pizzerije. Smo pa začeli tudi lansko leto majčkeno bolj intenzivno na ponudbe zavodov. To je za šole, vrtce, bolnišnice, tako da tudi njih zalagamo z našimi izdelki oziroma z našim blagom. No. Odkot dobivate, kupujete, nabavljate vse te sestavine? Sodelujemo dost z slovenskimi dobavitelji, uvozniki, nekaj pa tudi sami uvažamo. Sodelujemo tudi s Hrvaško, tako da smo dobri sosedi. Ima pa podjetje sedež tule čisto blizu? Ja, čisto blizu. Kako bi rekla, ta prva hiša, ko prideš v Zagorje, na desni. Evo. Je vaša? Ja, to je naše podjetje Tvoj Hekar. Ukvarjamo se tudi s Tidvajem, evo, ker včasih kjer prav, kam moram iti, ne, majčkeno izgubljena, pa ker res dejansko smo nekako združili za vse, no, nekaj. Ampak kuhanje je pa tisto, ki vas spremlja že zelo dolgo časa. Kaj je tisto, kar boš pripravila danes? Do 10. ure imava čas, da bo nekaj nastalo. Tudi naša zadnja gostja in vsi, ki bodo želeli, bodo preizkusili, tako da upam, da ne bo treme zaradi tega. Ne, kaj bo danes nastalo tukaj? Ne vem, če sem že omenila, jaz ne jem mesa. Tako da, bom rekla, zadnje 2 leti sem posvetila temu, ker 30 let sem ga pa, ne pa več. Sem posvetila temu, kako približati, se poslužujem ribe in tudi pač ostalih sojenih izdelkov, kako približati aromi te, ki sem bila jaz navajena 30 let, a ne mesni. Tako da v bistvu pri meni je kar izziv, da je ribe pripravljena na način, da, bom rekla, mogoče v večini primerov niti ne ugotovijo, da jejo ribo. Zato sem se danes odločila, da delam tako pristno slovensko domače. To bom rdeče zelje v omaki. Potem maslenko bučo si bom sposodila malo za pire, tako da bo akomponirala z krompirčkom, da ne bo preveč krobnat, bom malo dodala zaradi manjših kalorij, in pa seveda afriškega soma, mleto meso, slovenskega porekla, čeprav je afriški som, je tukaj zarastel. V bistvu pomembno je pa to, da je ta riba popolnoma brez aditivov, hranjena je s krmili, ki ne vsebujejo aditivov, nobenih dodatkov, in preden, jaz ga pač moram en teden prej naročiti, če ga želim, in potem ga dajo v vodo, da se ščisti tega okusa, in ta riba v bistvu nima maščob in nima niti nobene arome, da bi rekla, da po ribi vzame, tako da v bistvu vse aromo mi dodamo za čimbami. In to je super za tiste, ki niso čisto sigurno bi jedli ribo, ker jim okus ne štima, ne. Ob kateri priložnosti lahko postrežemo tako jed, ki jo bomo danes videli? V bistvu taka jed je lahko postrežena čisto za nedeljsko kosilo, ker to bom jaz naredila iz tega soma mini Štefani pečenke, ki jih bom odsvrla potem s parmezanom. Lahko je pa tudi, bom rekla, nekako malo višja stopna, no, postrežbe krožnika. Nekaj sestavin si že omenila, na tem kuhinjskem pultu jih vidimo še zelo veliko. Mene si določila za lupljenje krompirja, se bom potrudil, da jih bom nekaj olupil. Ti pa povej, kaj vse si še pripravila tukaj na pult. Pripravila sem rdeče zelje, ki ga bo narezala. Ni to problem, da je, ker bo v omaki, da je zdaj natanko narezano. Včasih so pri zelju te liste dajali stran, pa jih zvijali. Boš ti kar tako narezala? Jaz bom tako, zato ker se bo zmehčal med kuhanjem, malo danes dovolj časa, da se to pokuha v vinčku, dodala bova tudi jabolko, da bo tista sladka aroma, malo čebulce, da pride tisto praženo, pa na koncu pa še dodavam malo pražene čebule, ki si jo pa jaz sposodim za to, da malo zgostim. To je pa pražena čebula, ki jo že kupimo, ki je majčkeno pomokana in posušena, in to mi omogoča, da se jed zgosti na tisto želeno gostoto, ki jo lahko tudi oblikujem potem na krožniku. Če se doma lotimo priprave take jedi, koliko časa si moramo rezervirati? A se to kuharja sploh lahko vpraša? Ja, odvisno. Zdaj, če bi se moj mož, to en dopoldan trajal, a ne? Jaz pa nimam časa, ponad 45 minut, rečemo. Tako da odvisno. Zdaj, koliko si vešč, koliko stvari ima zraven. Jaz sem ponovadi zelo kar malo pogrešana, da moja hčerka pride, pa da je majčkeno cuka, da je moram kak čopek narediti, pa to tako, da imam danes kar ogromno časa, no. Bomo vsi skupaj videli, kaj bo nastalo. Kaj pa se pije zraven take jedi? Jaz ponavadi najraje pijem tisto, kar že noter ustavim. Tako da eno rdeče, tako pol sladko do pol suho vino, lahko, drugače pa kakor komu paše. Ali gre pri tej jedi, če se jo lotimo doma, lahko kaj narobe?
Kaj pa vem, mogoče, mislim, da ne. Pire bova delala tako, da tudi če se razkuha še toliko bolj, bo bolj kremast. Zelje del časa, ko se kuha bolj, bo dobra omakca, ker mačken tisti mali drobni deli razpadejo. Somom pa tako nimamo veliko dela, zato ker ima nobenih maščob, to je riba in je tako hitro odsvrto, da vse je na hitro. Moji sodelavci te bodo s kamero spremljali, tako da bodo gledalke in gledalci na tekočem, kaj vse se dogaja. Jaz se še enkrat oglasim, da malo preverim, kaj se dogaja, seveda pa se potem veselim končnega izdelka. Hvala. Zanimiva jed se torej pripravlja, zelo zanimivi gosti pa imam tudi v studiu. Tule ob meni Štefka Suša, sekretarka Rdečega križa Slovenije, območnega združenja Zagorje ob Savi, in Metka Podpečan, predsednica združenja. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Mesec november je in se je že prevesil v drugo polovico. V pričakovanju decembra smo, ko se veselimo lepih, toplih trenutkov, vsi pa nimajo te možnosti, da bi lahko v polnosti zaživeli vse te čase, ki prihajajo. In na Rdečem križu vedno stremite k temu, da pomagate drugim. Zato organizirate tudi različne humanitarne akcije. Pa bi mogoče za začetek, gospa Štefka, najprej povedali, kaj vse ste že letos pripravili na humanitarnem področju, potem pa se bova lotila še tistega, kar nas čaka do konca leta. Bom rekla, lepo, včasih jočemo, včasih se smejimo, vsa čustva so nekje prisotna pri nas, drugače pa razdelujemo hrano, evropsko, izdelujemo pakete. Organizirate pa tudi različne akcije, s katerimi aktivirate ljudi, prebivalce, domačine, greste na teren. Tako je. To je naše najljubše delo, vsi se radi udeležujemo teh akcij. Nekje, se oproščam, ker sem na slabem glasu, nekje začnemo z velikonočno akcijo, to je na Veliki petek, kjer se v srednji šoli Zagorje zberejo od najmlajšega do najstarejšega, nekje pobarvamo 2000 jajčk, potem gremo na tržnico za prostovoljne prispevke, te prispevke potem namenimo za letovanje. To je ena zelo odmevna akcija na Rdečem križu, ki jo nekje že ljudje poznajo in nas že sprašujejo in že naprej rezervirajo te jajčke, ki so bio, kuhani v čebuli, izdelani res z rokami naših prostovoljcev, osnovne šole, v glavnem nekje najmlajšega smo imeli od prvega leta pa tja do 90 let se nam pridružijo prostovoljci. No? Tako da je res taka luštna akcija, nasmejana in pa potem tudi naprej prostovoljne prispevke res namenjamo za te naše otroke za letovanje iz šibkejših družin. Potem je odmevna akcija, ki je nacionalna akcija, to je drobtinica. Zamenjujemo pekovska peciva, kruh, za prostovoljne prispevke, ki jih pa potem točno določimo za vse 4 osnovne šole, ki jih pa na šoli razdelijo, komu je to pač potrebno. In pa ta akcija decembra, v tej bova verjetno še govorila potem. Ja, ogromno je enih stvari, s katerimi poskušate pričarati boljši jutri našim občankam in občanom. Metka Podpečan, vi kot predsednica tega združenja spremljate delo vseh svojih sodelavcev. Kako bi to delovanje umestili v zagorsko občino? Jaz mislim, da je delovanje Rdečega križa Slovenije območnega združenja Zagorje zelo vidno v tem okolju, kajti Rdeči križ ne doseže svojega, pa nasplošno tudi vsaka humanitarna organizacija ne doseže svojega namena, če se o njej samo piše in govori, nič pa ni narejeno. Tako da pravzaprav nas predstavlja v Zagorski dolini naše delo. Vse tisto, kar je že Štefka povedala, pa tisto, kar še bomo v nadaljevanju povedali in morda tudi tisto, česar ni tako videti navzven, pa je kljub temu zelo pomembno, da sama dejavnost lahko poteka. Torej, mi smo ves čas prisotni. Prisotni smo med ljudmi, kajti Rdeči križ je namenjen ljudem. Pa ne bom rekla samo v tistih trenutkih, kadar je treba pomagati, kadar so hude življenjske stiske posameznikov ali tudi kakršnekoli druge družbene težave oziroma tudi katastrofe včasih, pač pa tudi v tistih lepih trenutkih. Torej, Rdeči križ je neka mešanica dobrega, torej pomoči v dobrem, pomoči, kadar so težki trenutki. Skratka, jaz mislim, da vse povsod
je lahko prisoten Rdeči križ in Rdeči križ lahko nekaj dobrega naredi vse posod. Seveda se to vidi tudi po številu prebivalcev, prostovoljcev, ki jih imamo na Zagorskem Rdečem križu, od najmlajših do najstarejših, torej neko medgeneracijsko srečanje, medgeneracijsko druženje. Skratka, nekako smo povezani v dobrem in v slabem, kot sem uvodoma rekla, vsi, in tudi jaz, lepo si rekel na začetku, da spremljam, ne samo spremljam, tudi zelo z veseljem delam, pomagam in sem pravzaprav prisotna vse povsod, tako da včasih morda že kar malo preveč, ampak tako pač je, ne. Človek, ki je humanitarec, kar tudi moji vsi prostovoljci skupaj z zaposlenimi smo, pač ne more biti drugačen, kot da je prisoten vedno in povsod, kadar se pač in kjerkoli se pojavi Rdeči križ. Prej smo govorili o akcijah, ki ste jih že izvedli, tistih odmevnih, nekaj pa ste prihranili še za zadnji del leta. Tako je, no, te čarobni dnevi, meseci, ki prihajajo, december, se pravi Božič, Miklavž in pa Novo leto, imamo res odmevno akcijo, to so Miklavževi piškotki, skupaj z občino Zagorje in Društvo prijateljev mladine. Na našem Rdečem križu en dan prej res diši, tako kot bo verjetno pri vas v kuhinji tudi danes. Naše prostovoljke spečejo pecivo, to je res domače pecivo, z ljubeznijo pečeno in mi ga potem spakiramo in gremo na ploščad v sredo 5. decembra, kjer bo tudi Miklavž in pa vse. Tako da ti Miklavževi piškotki so že res v Zagorju znani, nekako nam kar že poidejo, potem ko določeni, ko počasi Ljudje so navajeni na to akcijo, ja, in že kar čakajo na naše piškotke. Moram pa povedati, da se res vse krajevne skupnosti, vse prostovoljke odzovejo našem povabilu in to je res gora piškotov, dobrih, domačih, tako da lepo povabljeni vsi na našo res odmevno Miklavževo akcijo. Imate pa tudi organizirano zbiranje oblačil in obutve. Če ima kdo še uporabne stvari, jih lahko prinese k vam. Kdaj, kako je s tem? Lejte, mi smo vsak dan na sedežu, od 8 do 2, 3 popoldne, če nimamo pač kakšno stvar vmes, in zbiramo oblačila, obutve in vse, kar je uporabnega še na sedežu. Potem pa pač naši uporabniki pridejo, si izberejo in lahko odnesejo domov. Prej ste, Metka, omenili, da je Rdeči križ prisoten ob težkih preizkušnjah in ob lepih trenutkih. In eni takih lepih trenutkov so gotovo srečanja starejših občanov, ki jih organizirate po krajevnih odborih, ki jih je kar nekaj v Zagorju. Začeli ste že zgodaj, končali boste zdaj v decembru. Kako je pa s tem? Ja, to so eni tistih dogodkov na Rdečem križu, katerih se vsako leto zelo veselimo, ne. To je priložnost, da se skupaj, Rdeče križarji skupaj z gospodom županom, ki veselo potuje po naši občini, srečamo z našimi krajani. S tistimi, ki morda ne pridejo tako pogosto na naš sedež, ali pa morda so nekako nekateri rajši doma, to so v večini primerov seveda upokojenci, ki imajo tudi doma veliko dela, in nekateri se skozi leto redko kdaj udeležujejo kakšnih dogodkov, sploh pa srečanj, da naša pa radi pridajo. Tako da vsaj 12 let, odkar sva midve Štefko, oziroma 10 let dobrih, kar sva midve na Rdečem križu, ta srečanja vsako leto obišče več ljudi. 12 srečanj imamo v vsakem letu, začnemo običajno tam nekje v mesecu aprilu ali maju v krajevni skupnosti Šengotard in potem krožimo po celi zagorski občini do začetka decembra, ko končamo v stekleni dvorani Delavskega doma, kjer imamo potem srečanje največje, najbolj številčno, seveda, v katero so vključeni starejši iz krajevne skupnosti Jože Maran, Franc Farčnik in Rudnik Toplice. Skratka, to so res prijetna srečanja, lepo nam je, čeprav je včasih naporno, ker tele naši vikend paketi, kot radi rečemo, včasih obsegajo kar precej srečanj v enem vikendu, konkretno to soboto bomo imeli 4 srečanja. Tako da smo si morali kar dober načrt narediti, da bomo lahko vse to oddelali. Seveda nagovorimo potem na teh srečanjih naše starejše, jih malo pogostimo,
potem pripravimo kulturni program, tudi župan jih vedno zelo prijazno nagovori, potem pa si vzamemo tudi malce časa, da se z njimi pogovorimo. Seveda gre to pod okrilje Rdečega križa Zagorje, izvedbeno, torej organizacijsko, pa zadevo izpeljajo naše prostovoljke na terenu, torej prostovoljke krajevnih odborov, ki so pa res zelo pridne, delovne, skrbne in že več mesecev naprej pripravljajo srečanje, skrbijo za to, da se bodo res naši gostje dobro in lepo počutili. Mislim, da bo kaj več o tem v nadaljevanju povedala tudi naša predsednica krajevnega odbora iz Čemšenika, Simona Jarc, tako da boš tudi od nje verjetno še v tej smeri kaj izvedel. Sicer pa ja, to so ena taka prijetna druženja, ki se jih zelo veselijo starejši kot tudi mi in res so pripravljene z veliko dobre volje, z veliko ljubeznijo in z veliko željo, da bi se te ljudje v naši družbi res dobro počutili. Če smo zdaj govorili o starejših, pa je nujno treba omeniti tudi otroke. Te peljete na morje, pa ne samo enkrat. Tisto največja odprava je poleti, ko se prijavi veliko otrok. Imate pa tudi še druge akcije. Ja, tako je. To so naše nerezine, nepozabne nerezine vsako leto. To je že 8. leto, Mali Lošinj. Nekje peljemo do 80 otrok v spremstvu naših vzgojiteljev, vsi res šolani zdravstveno ali kakorkoli, mislim, da so zraven. Poleg tega pa imamo iz Nacionalnega Rdečega križa še akcije Lepo je deliti, peljimo jih na morje in pa Tušove otroke, tako da nekako peljemo 4 do 5 skupin od julija do avgusta in pa potem tudi v jesenskem ali pomladanskem času tudi starejše. Tako da so res nekje, jaz upam, da v Zagorju res ni otroka, ko ne bi doživeti na morino. Če pa je kdo, pa naj pride do nas in z veseljem ga bomo prijavili in poslali ali na Debeli rtič ali v Nerezine. Tudi v današnji oddaji Mirica dobrega smo za vas pripravili nagrado in nagradno vprašanje. Če ste nas spremljali od začetka, veste, kaj bo naša Lučka Kotnik skuhala. Ni treba povedati imena, lahko opišete in nas pokličete ter si prislužite nagrado. Vprašanje torej, kaj se dogaja v kuhinji, telefonska številka je izpisana oziroma bo izpisana na vaših ekranih in ste dobrodošli, da nas pokličete. Metka Podpečan, poleg vseh humanitarnih stvari, ki smo jih danes že omenili, pa ima Rdeči križ tudi naloge iz javnih pooblastil. To je pa tudi zelo odgovorna naloga in več dejavnosti, ki segajo pod to okrilje je. Tako je. To so javna pooblastila, ki jih je Rdečemu križu Slovenije podelila država, torej Republika Slovenija. Zapisani so tudi v strategiji, ki jo Rdeči križ Slovenije vsako leto sprejme v najvišjih organih in jih seveda potem vseh 56 OZRK-jev po Sloveniji mora tudi izvajati. Kar precej je teh javnih pooblastil, midva bi se morda osredinila samo na tiste, katere redno vsakodnevno ali vsaj pogosto izvajamo tudi na našem Rdečem križu. Seveda to je krvodajalstvo, tukaj sodijo krvodajalske akcije in pa osveščanje prebivalstva o pomembnosti krvodajalstva in pa seveda prva pomoč. To pa je tisto javno pooblastilo, v katerega na Rdečem križu Zagorje kar zelo veliko vlagamo časa, energije, ljubezni, seveda tudi sredstev. In mislim, da smo na tem področju res v zadnjih letih naredili zelo, zelo velik preskok. Kajti iz samega začetka, ko je bilo to izobraževanje v smislu tečajev prve pomoči, smo resnično prišli do tega, da imamo zdaj 5 usposobljenih ekip prve pomoči, ki odlično opravljajo svoje delo, seveda tudi državne prvake, državne podprvake v prvi pomoči. Torej, skratka, ta prva pomoč v Zagorju se resnično izobražuje in izvaja na najvišjem nivoju. Tudi to bomo v nadaljevanju slišali in videli. In na to smo res ponosni, kajti prva pomoč je tako široko področje, tako obsežno, strokovno, tako hitro zadeve gredo naprej in napredujejo, da resnično je treba biti kar zelo, mi pravimo, v trendu in zelo da sledimo vsem tem spremembam in pa seveda veliko vaditi. Tukaj so dnevi in ure treningov, ki so včasih tudi zelo naporne za vse skupaj, tako organizacijsko kot seveda tudi za mlade bolničarje, ki morajo
trenirati in napredovati. Skratka, je pa vredno, kajti pomembnost prve pomoči, nudenja prve pomoči in poznavanje postopkov prve pomoči je zelo pomembno, kajti dobro vemo, da 90% tega znanja običajno uporabimo doma, ker največkrat se nam kakšna nezgoda ali pa se zgodi kakšna situacija takrat, kot smo med svojimi najbližjimi in še kako je pomembno, da znamo pomagati, da vemo, kaj je treba storiti in da se ne ustrašimo. Pri tem pa seveda v ta sklop sodijo tudi avtomatski eksterni defibrilatorji, tako imenovani AED-ji, ki jih je po zagorski občini zelo veliko. Morda bomo o tem kaj več kasneje, ampak skratka, to so naprave, ki rešujejo življenje, mi pa moramo vedeti, kako jih moramo uporabljati. O usposabljanju ekip prve pomoči bomo podrobneje govorili tudi v nadaljevanju, ko se nam pridružita še dva gosta. Imate pa na Rdečem križu, kot smo že slišali, organizirane tudi tečaje in izpite iz prve pomoči. Mislim, da do konca leta še ena, kako naj rečem, še ena runda, še en krog. Ja, decembra imamo še za izpite iz prve pomoči za voznike. Imamo pa tudi veliko predavanj, to je za društva, v četrtek imamo za sladkorne bolnike z našim licenciranim predavateljem dr. Novakom. Potem občina Zagorje bo dala na usposabljanje tudi določene ljudi, ki morajo imeti izpit za delovne organizacije. Za tečaj za bolničarje pa smo nekje predvidevali v začetku naslednjega leta, tako da se res tudi na tem področju zelo, zelo veliko dogaja. V kuhinji že nastajajo različne stvari, vmes vidite tudi kakšne posnetke. Če sem vas prestrašil s tistim vprašanjem glede hrane, lahko zastavim še eno vprašanje. Govorimo o humanitarnih akcijah in o delovanju Rdečega križa. Če se spomnite, katere izmed akcij, ki jih prirejajo, lahko odgovorite tudi na to vprašanje, katere so te akcije. Je pa zanimivo, ko smo prej govorili o mladih, o starejših, da je tista vez vmes medgeneracijska povezovanje in imate tudi medgeneracijsko skupino. Kaj pa je pravzaprav to in kako deluje? Ja, ta naša skupina bo letos 6. decembra imela 10 let. To je skupina 8 žensk nad 70 let. Voditeljica sem jaz in pa Mari Drobne, ki je bila prejšnja sekretarka. Tako nekako vsak teden četrtkih od 9 do 10, ampak ta 10. ura se potem potegne naprej. Pač se sestajamo v naši sejni sobi, ali se samo pogovarjamo, ali imamo kakšen rojstni dan, ali imamo kakšnega gosta. Nazadnje smo imeli gosta iz knjižnice Zagorje, ki nam je nekje zgodovino naše reke Save povedal in pa naše starejše so tudi njega poučile, kako je bilo včasih in je vse skupaj to res eno medgeneracijsko druženje. Potem povabljene smo v vrtec, tudi Smrkec vsako leto, tako da na tej medgeneracijska skupina je res nekje naš temelj druženja od najmlajših do najstarejših. Preko smo govorili o druženju starejših, smo omenili krajevne odbore Rdečega križa. Večkrat slišimo, da ste ponosni na te ekipe, ki jih imate po celotni Zagorski dolini in to lahko rečemo, da je primer dobre prakse, da je vzoren primer tudi na državni ravni. Kako je s tem? Seveda, prostovoljci so srce delovanja Rdečega križa, kajti nekaj je organizacija samega sistema, druga pa je izvedba. Če mi nimamo ljudi na terenu, ki vedo, kaj se dogaja, ki poznajo ljudi, ki potrebujejo pomoč in ki jim te ljudje dovolijo, da k njim pristopijo, potem vse naše naloge z javnih pooblastil, vse naše akcije seveda ne dosežejo svojega namena. In Zagorska občina je en vzorčen primer skoraj, ker imamo vseh krajevnih skupnostih, torej vseh 12 krajevnih skupnostih, krajevne odbore, ki zelo dobro delujejo. Torej so aktivni ves čas, skozi vse leto, razdeljujejo pakete, prehrambene pakete, ki jih dobijo pri nas. Potem v akciji Viški hrane, kjer vsak večer v centru Mercator v Kisovcu prevzemamo viške hrane, jih potem oni razdeljujejo. Potem skratka kup teh akcije in aktivnosti, da jih ne naštevam, in vse to izvajajo naše prostovoljke na terenu. One vedo, kot sem rekla, kam je treba iti, kdo potrebuje pomoč in tudi ljudje se obračajo na njih. Veliko težje je prideti k
nekomu, ki ga ne poznaš, potrkati na vrata in povedati, da potrebuješ pomoč. Če pa je to tvoj sosed, če je to človek, ki ga imaš rad, ki mu zaupaš, potem je to čisto drugače. Ne? Zato to so med nami tiste vezi, torej želimo, da k ljudem in našim uporabnikom pristopajo tisti, ki so jim blizu. Kajti le tako potem ta pomoč doseže svoj namen in tisti ljudje, ki jo potrebujejo, seveda tudi dobijo in jo tudi sprejmejo tako, kot je bilo namenjeno. Ne. Skratka, brez naših prostovoljcev bi bil sam Rdeči križ, tako kot sva vodoma rekla, črka na papirju ali pa morda neka organizacija, ki bi bila, ne bi pa morala v celoti upravljati svojega dela in poslanstva. Tako da mi smo resnično hvaležni vsem našim prostovoljkam, prostovoljcem, od, kot sem rekla, najmlajših do najstarejših, ki resnično aktivno sodelujejo z nami, ki so vedno pripravljeni pomagati, ki nikoli ne odrečejo klica, ker včasih je resnično treba na hitro stopiti v akcijo in vedno smo skupaj, vedno delujemo in vedno pomagamo in vedno smo tam, kjer nas potrebujejo, v rdečekrižovskih uniformah ali ne. Skratka, Rdeči križ je po srcu 24 ur na dan, 7 dni v tednu, celo svoje življenje. S tem se rodi in to prenese tudi potem naprej, ko gremo tja, kamor bomo pač nekoč vsi šli. Ob koncu današnjega pogovora pa je prav, da vse naše gledalke in gledalce še enkrat povabimo na tisto, kar se bo do konca leta v sklopu Rdečega križa še zgodilo, na akcijo Miklavževi piškotki in če je še kakšna možnost, da pomagamo in da polepšamo jutri tistim, ki ga potrebujejo. Povabilo resno, sreda, 5. december, ploščad pred Weinbergerjevo hišo. Mi bomo z dobrim in slastnim piškotkam sigurno na stojnici. Krajevne so se res odzvale, prostovoljci so se odzvali, tako da te piškotki res bodo iz srca narejeni in lepo povabljeni vsi. Te prostovoljne prispevke, ki jih pač bomo takrat dobili, pa bomo namenili za otroke iz socialno šibkih družin, za novoletno obdaritev, kjer ga bomo izvedli skupaj z Društvo prijateljev mladine v Delavskem domu in pa res lepo povabljeni na to akcijo. Verjamem, da je velikokrat zelo težko krmariti med željami uporabnikov, dejanskimi možnostmi in tistim, kar počnemo, ampak kot je videti, kot je slišati, vam to dobro uspeva in želim, da bi bilo tako tudi v prihodnje. Hvala tudi vam, hvala za povabilo in seveda hvala vsema, ki spremljajo naše delo, ki nam pomagajo, ki v bistvu pristopajo k našim akcijam, ki nekako se veselijo tudi z nami naših uspehov in pa seveda občini Zagorje in županu Matjažu Švaganu, ki resnično vsa leta, odkar delujemo skupaj in odkar v Rdečem križu je, v Zagorju je Rdeči križ, pomaga, nekako sodeluje z nami, podpira našo dejavnost in tudi verjame v to, kar delamo. Ker naše akcije so včasih že tako, da bi človek rekel, ali to resnično potrebujemo, ampak je tako. Vse, kar delamo na Rdečem križu, je dobro ljudi, zato res hvala vsem in vsakemu posebej, da ste z nami. Hvala pa tudi vama, ker sta prišli danes v Mirico dobrega. Hvala lepa. Ta pogovor bomo končali s pesmijo Lepo je deliti, ki jo bosta predstavila Anika Horvat in Slavko Ivančič. Ljudje tu nekje, ki ničim ni ostalo in zato naj nekdo da svojega jim malo. Kdor ima, ta naj da, zjasni naj misli črne. Več kot daš, več imaš, vse dobro, vse se vrne. Ko bo kdo potreboval pomoč, daj mu jo, ne obračaj glave proč. Zdaj je čas, pokaži svoj obraz za dobre stvari. Dajmo tisto malo stran od sebe, dajmo jim na rano vsaj oblišč. Jutri kdo usmili vse bo tebe,
skrite, živijo odslej. Lepo je deliti. Kdor ima, ta naj da, zjasni naj misli črne. Več kot daš, več imaš, saj dobro vse se vrne. Ko bo kdo potreboval pomoč, daj mu jo, ne obračaj glave proč. Zdaj je čas, pokaži svoj obraz za dobre stvari. Dajmo tisto malo stran od sebe, dajmo jim na rano vsaj obliž. Jutri kdo usmili vse bo tebe, če boš prosil za drobiž. Dajmo, upanje jim obudimo, dajmo jim priložnost za naprej, vsaj zanje, ki so daleč skrite, živijo odslej. Lepo je deliti. Dajmo, upanje jim obudimo, dajmo jim priložnost za naprej, vsaj zanje, ki so daleč skrite, živijo odslej. Lepo je deliti. Zdaj pa v Mirici dobrega pozdravljam že naslednja gosta. Z menoj v studiu sta Luka Tori in Monika Grošelj. Pozdravljena oba. V prvem delu smo že govorili o ekipah prve pomoči. Rdeči križ Zagorje, smo slišali, jih ima kar 5. Kakšna je vaša vloga, Luka, pri vsem tem dogajanju glede ekip prve pomoči in kako bi komentirali to dogajanje, ki je precej pestro pri vas? Ja, res je. Kot smo že omenili, v okviru Rdečega križa Slovenije območnega združenja deluje 5 ekip, od tega 3 res aktivno celo leto, ki se udeležujejo tudi različnih preverjanj in pa oziroma tekmovanj. Zdaj bi rad povedal, da bistvo teh ekip je, ustanavlja jih Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je dala v okviru pooblastila Rdečega križa, ki se ukvarja s prvo pomočjo. Bistvo teh ekip je sodelovanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zato tudi treniramo, zato se tudi usposabljamo. Tekmovanje oziroma preverjanje pa je tista nadgradnja, tisti cilj, ki ga želimo doseči in smo ga tudi v lanskem letu in letošnjem letu zelo dobro dosegli. Tako da bistvo ekip pa je, da sodelujejo na terenu, da pomagajo ljudem in da pristopijo, ko je res potrebno, ko se dogodijo kakšne večje naravne ali druge nesreče. Hvala Bogu za enkrat, še nismo imeli v Zagorju te prilike in tako naj tudi ostanemo. Kdo so člani teh ekip? Ne poimensko, ampak kako ste naredili nabor kandidatov, tistih, ki so pravzaprav sposobni opravljati to delo? To je delo naših zaposlenih. Zelo se trudimo pridobivati nove člane, nove prostovoljce. Vsekakor pa se moramo zahvaliti Srednji šoli Zagorje, ki je nekakšen bazen, iz katerega črpamo, ki nam daje zelo veliko mladih, sposobnih in pripravljenih ljudi in tudi Monika je ena izmed njih, tako da srednja šola je zelo dobro sodelujemo z njo. Slišali smo, da 3 ekipe v Zagorju delujejo skozi vse leto. Kako pa potekajo ta srečanja? Kaj pravzaprav počnete? Kako se lotite nekih težav, ki so potencialne nevarnosti v okolju? Ja, v bistvu se pač podružimo skupaj, pa potem govorimo o različnih težavah,
Imamo različne treninge z mentorji, prav tako s trenerjem. Mi uživamo v glavnem v tem. No, pač to je neka sreča, ko se lahko pač podružimo in res je fajn. No. Prej ste že malo nakazali, ponosni in veseli ste se letos vrnili iz 24. državnega preverjanja ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, na katerem ste osvojili odlično 2. in 4. mesto. Kako je bilo, kaj se je dogajalo in kaj vam ta rezultat pomeni? Če čisto pravic povem, je to neka potrditev za ves trud, ki smo ga vložili v naše treninge, ki so ga vložili naši mentori, naša sekretarka in predsednica. Po eni strani smo bili celo letos še bolj veseli, ker smo lahko šli na državno tekmovanje, 24. državno preverjanje, dve ekipe zagorskih ekip in smo se res dali vse od sebe. Tekmovanje je bilo, preverjanje je bilo res težko, ampak nam je uspelo. Ampak na tem mestu se niste ustavili. Z velikimi pričakovanji in verjamem, da polni motivacije se že ozirate še za višjimi cilji, ki so tudi posledica vsega tega, o čemer smo govorili. Tako je. V lanskem letu je nažalost odpadel, to je evropsko preverjanje ekip prve pomoči. Letos pa smo z veseljem sprejeli novico, da se bo tekmovanje oziroma preverjanje odvilo v Beogradu v letu 2019, točnega datuma še nimamo. Kljub temu pa smo že intenzivno začeli s treningi prve pomoči, s treningi angleščine, kajti tekmovanje oziroma preverjanje v angleškem jeziku, tako da širok spekter vseh treningov in vsega je treba doseči, da se udeležiš tega preverjanja v Beogradu. No. Tako da imamo veliko dela. Če vzameva lestvico od 1 do 10, na kateri točki ste zdaj glede priprav na to tekmovanje? Zdaj smo na 3. Tako da intenzivno šele začenjamo, kajti predvidevamo, da bo preverjanje nekje v juniju 2019, tako da vedno je potrebno tempirati treninge, ohranjati nek nivo in pa intenziteto povečati 2-3 mesece pred tekmovanjem oziroma preverjanjem. Kdo pa je tisti, ki drži roko nad vami, vas spremlja, usmerja? Mentor ekipe sem jaz, moram pa tukaj omeniti našega trenerja, ker mislim, da največja zasluga gre njemu, to je gospod Zlatko Kvržič, zaposlen v vojski, licenciran predavatelj Rdečega križa Slovenije in pa mislim, da prvo ime prve pomoči v Sloveniji. No. Da si bomo lažje predstavljali ekipe, ki jih sestavljate. Kaj pa je oprema oziroma kaj potrebujete v sklopu ekipe? Pripada oprema od obutve, primerne uniforme. Tudi to smo 2 leti nazaj poskrbeli, ker nismo imeli ravno primerne opreme, sedaj jo imamo. In pa seveda nahrbtnik, ki vsebuje potreben sanitetni material, ki je določeno predpisan, in vse ekipe morajo upoštevati te predpise in imajo vsi isti sanitetni material, s katerim pač tekmujejo oziroma se preverjajo. Danes bomo v studiu priča tudi predstavitvi temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Preden bomo ta postopek tudi spremljali, ko boste pokazali, kako deluje, mogoče kakšna beseda ali dve o tej stvari. Kako je s tem? Kakšna je praksa? Imate kakšne podatke? Je to težko opravljati? Strah ljudi se mi zdi, da je še vedno prisoten in ga je treba razbiti. Strah je res prisoten, priznam, tudi pri meni je včasih prisoten, ampak pač naprava nam sama pove celoten postopek, nam opiše celoten postopek poteka, kako je pač treba ravnati z njim, rokovati s to napravo. Tako da v bistvu... Mogoče zelo pomembno pri AED-u je za ljudi, mi ne moremo nekoga stresiti. Jaz ne morem odpreti AED-a, ga prižgati in ga priklopiti na tebe ali pa na Moniko in da bom nekoga stresel. AED analizira in oceni, če ni potreben šok, da srca ne čuti, potem on ne bo stresel. Tako da v tem smislu se ga ni potrebno bati, da bi koga po nesreči stresli. No. Kak pa je prvi znak pri človeku, ki nam daje signal, da je potrebno oživljanje z defibrilatorjem? Ja, oseba ni odzivna, se ne odziva na naš glas, na naše dotike, na našo pač, ne vem, gospoda ali pa gospo porukamo.
potem, ko preverjamo dihanje, oseba ne diha in takrat lahko pristopimo z defibrilatorjem. Kako pa ljudi ozaveščate o tem? Prej v prvem delu pogovora smo slišali, da je po zagorski občini veliko teh defibrilatorjev. Kako ljudi spodbuditi, ozavestiti, da to ni nekaj, kar bi nam predstavljalo breme, ampak odlična priložnost, da nekomu rešimo življenje? Občina je v lanskem letu imela akcijo in nabavila novih 12 AED-ev, ki so nameščeni na javnih površinah, tako da sedaj imamo, mislim, da 21 defibrilatorjev na javnih mestih, po krajevnih skupnostih, na gasilskih domovih in tako dalje, brez tistih, ki so v prostorih podjetij in drugih. Imeli smo predavanja po vseh krajevnih skupnostih, brezplačna, kjer smo prikazovali temeljne postopke oživljanja. Odziv je bil soliden, želeli bi si še več. Tako da mi se trudimo in društvam in vsem prikazovati temeljne postopke oživljanja. Kar se tega tiče, smo, mislim, da res tedensko na terenu. Tako da, če pa ima kdo željo ali pa posebej kako društvo, karkoli, da bi za njih naredili dodatno kakšno usposabljanje, pa naj nas pokličejo in to bomo z veseljem naredili. Monika, vas pa bom zdaj prosil, da boste na konkretni lutki simulirali uporabo defibrilatorja. Vas kar prosim, da greste na ta prostor, pokažete in zraven tudi besedno komentirate. Tisto si boste dali še v žep. Upam, da vas bomo dobro slišali, tako da kar komentirajte in prikažite, kako pa dejansko postopati v taki situaciji. Ok, vedno do osebe pristopimo iz sprednje strani, če bi slučajno pač karkoli bilo narobe. Pač tako, da se gledamo iz obraza v obraz. Gospa ali gospod najprej porukamo, gospod, ali me slišite. Če ne daje nobenih znakov življenja, potem ga razrahljamo oblačila oziroma ga odpremo. To bom zdaj jaz naredila. Potem, ko ugotovimo, da se gospa oziroma gospod ne odzivata, preverjamo dihanje. To naredimo tako, da z dvema prstom sprostimo dihalno pot, malo odpremo usta in primemo za čelo ter preverjamo 10 sekund dihanje. Med tem časom gledamo v prsni koš, če bi se karkoli spreminjalo in pa poslušamo ter čutimo na licu. Če oseba ne diha, poskušamo pridobiti pozornost iz okolice, tako da pač ne zavpijemo, ali je kdo tukaj, nam lahko kdo pomaga. Če tega ni, vedno sami pokličemo potem 112 in povemo lokacijo, kaj se je zgodilo, karkoli, ter vprašamo, kje je najbližji avtomatski eksterni defibrilator. To je ta naprava, ki imam jaz zdaj sabo. Se takole odpre, jo odpremo. Bom kasneje pokazala, kako deluje. Zdaj bom pa najprej naredila prvi cikel oživljanja. Če je oseba utopljena ali zastrupljena, najprej damo 5 vpihov in nato gremo k postopkom TPO-ja, se pravi 30 masaž in 2 vpiha. Če tega ni, potem gremo najprej na 30 masaž in nato na 2 vpiha. Zdaj bom najprej naredila masaže. Roke nekako spodnjega dela reber in pa od ključnice odmerimo sredino. Prekrižamo roke, se postavimo pravokotno, tako da nekako naš pogled usmerimo v njegov konec leve rame ali pač desno, odvisno iz katere strani pristopimo in oživljamo 30 masaž. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Na to sledita 2 vpiha. Kot smo lahko lepo videli, se je prsni koš dvignil. To pomeni, da pač oseba nima zapore dihalne poti. Zdaj vam bom prikazala, ko uporabljamo defibrilator. Na defibrilatorju so naslikane na defibrilatorju vidimo, kam namestimo te elektrode. Se pravi, ta bo šla višji gor, pod ključnico in pa med prsno bradavico. Jo namestimo in pa še pod pazdušno linijo. Namesti elektrodi močno pritisni elektrodi na kožo. Evo. Ne dotikaj se bolnika. Sam nam pove, kaj moramo delati. Se pravi, vsi se umaknemo stran, da lahko naprava analizira srčni ritem. Analiziram srčni ritem. Svetujem šok. Naprava nam pove, da svetuje šok. Se še enkrat vsi umaknemo, pregledamo okolico, da se kdorkoli ne dotika.
pogledamo aparat in osebo ter sprožimo šok. To je taka tipka, katera zelo utripa. Pritisni gumb šok izveden. Evo, šok je izveden in zdaj lahko naprej pristopimo. Naprava nam bo tudi štela ritem, kot slišimo zdaj. In oživljamo naprej 32. In to je v bistvu ta postopek. To je ta postopek in je enkratni cikel, kot ste prikazali, ponavadi dovolj. Ne, ne. Ne? Oživljamo pač, dokler oseba ne prične dihati oziroma mu začne pač biti srce, oziroma do prihoda reševalcev in naprej zdravnika, kater bo pač prevzel odgovornost naprej. Monika, hvala za ta prikaz, lahko pridete nazaj. Luka, vas pa bom vprašal še, ali so kdaj težave z naborom teh ekip, ali je ta srednja šola in to okolje tako, da s tem ni težav? Ko se pogovarjamo s kolegi iz drugih krajev po Sloveniji, imajo težave. Jaz bom potrkal, mi jih nimamo in upam, da bo tako tudi v prihodnje. No, mi res nimamo težav, tako da smo zelo veseli in dokler jih nimamo, se s tem ne ukvarjamo. No, tako da delamo pa na tem, da dobro sodelujemo s srednjo šolo in mislim, da je to tista ključna zadeva za bodoče. No. Podporo v lokalnem okolju, tudi strani Rdečega križa in vseh drugih imate, voljo in motivacijo tudi, tako da vam želim uspešno delovanje naprej in upam, da nas boste obveščali o dogodkih, ki se bodo dogajali, seveda pa bomo mi tudi zraven, ko bo treba poročati o teh stvareh. Hvala lepa, z veseljem. Hvala obema za obisk v našem studiu. Nekaj reklamnih sporočil si bomo privoščili, potem pa gremo v kuhinjo, ker v studiu že diši in smo radovedni, kaj se dogaja pri Lučki Kotnik. V kuhinji smo ponovno pri Lučki Kotnik. Lučka, na začetku, ko sem bil tukaj v kuhinji, so bile surove sestavine na pultu, vse je bilo videti lepo, zdaj pa je še lepše in tudi diši. Kaj vse se je dogajalo od mojega zadnjega obiska? Ja, dala sem kuhati bučko, maslinko sem narezala s krompirčkom v slano vodo, tako da bova imela za pires kuhan. Potem sem pa prepražila čebulco. Moja babica vedno reka, da po stekleni jaz pa mačken več, ker mi je dober spražena aroma. Tako da dodala sem sukrin, drugače sladkorček, ampak jaz imam otroka, ki je diabetik in mačken mi prilagajamo tudi njemu. Tako da sem malo sukrina dodala za tisto sladkobo. Dala sem zelček gor, naribano jabolko, da je tudi mačken sladko. Potem sem pa dodala kar precej dimljene paprike, ker sem že omenila, da ne jem mesa, zato ponavadi se ta rdeče zelje za belost, tisto od pečenke maščobo. Jaz moram pa mačken kompenzirati, no? Tako da tale dimljena paprika me rešuje na vseh področjih in sem to dala, mačken biovegete, to je brez dodatkov umetnih in umetnih barvil, je barvana samo s kurkumo, to tudi mi prodamo v podjetju. Dodala sem mačken pražene čebulce, bom še na koncu, da bom zgostila, tako da je kumne veliko, imam rada kumno mleto in zdaj se bo to podušil, pa obilico rdečega vina, ker mora biti, se bo porel, tako da lahko to otroci polijejo, ni problem. Zdaj sem pa že pripravila polpete, oziroma Štefani pečenke, jaz pravim, take mini, sem soma fajn začinila, spet sem dodala dimljeno papriko, zaradi tega mesnega okusa, da pride. Skuhala sem jajčko, danes sem si mačken upala bolj na, bom rekla, na mehko ga skuhati, tako da bomo videli, kaj bo pol nastalo. Zdaj bom pa to jaz spanirala pač tako po domače, s tem, da bom jaz drobtincem dodala še parmezan, ker se mi zdi, da pol fajno s kurico naredi. Dodala bom mačke kurkume noter za barvo, pa še vse mačke dimljene paprike. To pa odsvreva, narediva krožnik. Dajva še malo časovno opredeliti, se lahko kakšna stvar prekuha ali je premalo kuhana? Ne, tukaj sploh ni. Rečemo, jaz osebno imam zelje rada, da še mačke, ne samo vsako stvar rada nekako, da malo grizem, no? Da mi dela čeljust pa zobe, ne? In to, ko smo dobili. Tako da zdaj ima že pire, ki bo mehk, pa zelček, ki se bom trudila, da ne bo preveč skuhan, je pa tudi v redu, če je. Časovno bo šla pa čisto normalno stilem somam čez, zato ker sem že omenila, da to je nežno meso, tako da malo to na hitro odsvrto. Zdaj je za cvrtje so pripravljeni 3 krožniki, moka je običajna, jajca je običajno, sir na koncu pa ne najbolj. To bom jaz dodala zdaj še drobtince, mačken začimb, glih za to, da
ni tisto pusto, navadno dunajsko paniranje, ampak da tisto eno aromco parmezana oziroma starega sirčka, ki je zapečen, tisto skorjico, ki imamo vsi rad. Na kateri maščobi se bo to odsvrlo? Jaz bom danes kar na navadnem olju, super je pa tudi, če ima kdo uporablja palmino olje, se tudi da pa naskupati, da pa eno posebno aromo po š, jaz pravim, tisto, ki ti diši, da bi še malo pojedel. Te pečenke, oziroma kako si to omenila, so kar velike, kako pa vemo, kdaj je to pečeno? Predvsem so velike, zato ker je jajček noter. Jaz sem zbirala najmanjše, zato se točno vidi, da sta dva malo manjša, tega nam je pa moj potvoril zraven. Je pa mačken večji jajček, no. Tako da je plast mesa oziroma ribe zelo tanka, tako da ni problem. Jaz bom rekla 3 do 5 minut na vsaki strani, pa bo čisto dovolj. Koliko časa še potrebujete, da se bo to vse skupaj naredilo? Bova, do kraja bova, da še plating naredim, tako da bomo. Ja. Če se postavimo v vlogo našega gledalca, ki ni več take priprave jedi, potrebuje še kak nasvet? Umirjeno, zbrano, pa predvsem veliko veselja. Kar se tiče te ribe, prej ste omenili, da ne jeste mesa in da tudi tisti, ki ne je rib, ne ve točno, da... Ja, to je afriški som, čopovec. Nekako bom rekla, tudi jaz sem ga v bistvu spoznala lansko leto, ker ko sem omenila, da smo na razpisih, so ga vrtci začeli naročevati in zgleda, da je to ena taka vrsta ribe, ko jo otrokom bolj približajo, no? Da nima tistega specifičnega okusa, nima koščic, tako da za otroke v vrtcu je super, mi ga veliko prodamo in tako sem začela eksperimentirati, zato jaz tudi soma delam in lazanje, bolonske špagete in vse. In bom rekla, je taka dobra istočnica, no? Predvsem pa zdrava riba, z nizko kalorijami, brez maščob, zato sem jaz tudi noter dala vezivno, bom rekla, sredstvo, jajček, pa potem malo drobtin. Glede na to, da nima maščob, ima pač vsaka riba nekaj vode, da to popivna in da nam ne razpade. Veselim se končnega krožnika, ob koncu oddaje z gostjo pridem sem, da pogledamo, kaj je nastalo, vam pa zdaj še uspešno delo naprej. Hvala. Mirico Dobrega uspešno polnimo in prišli smo do športnega pregleda dogajanja po Zasavju v preteklem tednu. David je pripravljen in mu dajem besedo. Kot obljubljeno, sledi šport. Poglejmo, kaj so pretekli teden dosegli zasavski tekmovalci. V 3. slovenski nogometni ligi Center je bilo na sporedu 14. kolo. Zagorje je gostilo Tinek Šenčur in pred okrog 200 gledalci prišlo do pričakovane zmage. Za končnih 1:0 je že na začetku tekme zadel Denis Bašič. Slavila je tudi Ivančna Gorica, v gosteh je z golom Jerneja Gordjančiča ugnala Kranjsko Savo. Na lestvici vodi Bled Herter s 34 točkami, 2 manj imajo Ivančani, Zagorjani so četrti s 24 točkami. Še ena nogometna novica iz vrst mlajših kategorij. Združena kadetska in mladinska selekcija Trbovlje-Zagorje je jesenski del končala na prvem mestu v MNZ ligi in je tako na dobri poti, da si zagotovi napredovanje v višji rang. Na vrsti je košarka. Hrastnik je v okviru 7. kola druge lige gostoval v Novem mestu pri Trotih in zabeležil novo zmago, bilo je 87-92. Zasavci so srečanje v svojo korist preobrnili v tretji četrtini in nato obdržali prednost vse do konca tekme. Prvo ime srečanja je bil Klemen Požin s 24 točkami in 7 asistencami, Tim Tušek in Urh Durnik sta dodala po 18 točk. Hrastnik ima na računu že 4 zmage, ob tem ima odigrano tekmo manj od večine ligaških tekmecev. V 3. moški košarkarski ligi so igrali 5. kolo. Zagorje je doživelo 4. poraz, Povojnik je bil na svojem parketu prepričljivo boljši in je zmagal s 93-72. Prvi strelec gostov je bil Martin Kosin z 18 točkami. V centralni skupini gre bolje Litiji, tokrat je doma zlahka premagala Enos Jesenice z 90-71. Dragan Pušič z 21 in Jakob Virk z 19 točkami sta bila gonilni sili Litijanov, ki imajo še naprej le en poraz. Litija je bila sredi preteklega tedna dejavna tudi v 4. krogu pokala Špar. Na prvi tekmi je doma s kar 83-64 ugnala drugoligaša iz Medvod. Pred povratnim srečanjem, ki bo na sporedu ta teden, imajo Litijani tako zelo lep kapital za uvrstitev med 16 najboljših. Gremo na rokometni parket. Igralke Zagorja so v okviru 9. kola gostovale pri državnih prvakinjah iz vrst Krima Mercatorja in utrpele visok poraz. Pri Zagorjankah,
ki so zdrsnili na 6. mesto prve A DRL, je Nive Zahlin zabila 5 golov. V ženskem rokometnem prvenstvu je sedaj na sporedu dvomesečni premor. Decembra se bo v Franciji namreč odvilo Evropsko prvenstvo, tam bo nastopila tudi slovenska reprezentanca. V elitni moški ligi NLB so igrali 10. kolo. Doltek Hrastnik je v Dolanki doživel pričakovan poraz, Velenjsko Gorenje je zmagalo 24-33. Gregor Klepe je za Kemičarje 6-krat zatresel v mrežo. Poraz je doživel tudi Sviš, v Stični je bil ribniški Riko boljši 27-35. Pri domačinih se je strelsko najbolj izkazal Žan Grojzdek s 6 goli. Tako Zasavci kot Dolenci so pri dnu lestvice, Dol ima 3 točke, Sviš 2. V naslednjem kolu bodo Dolani odpotovali v Trebnje, Sviš pa v Velenje. V prvi B moški rokometni ligi so igrali 8. kolo. V trboveljski dvorani Polaj je Rudar gostil moštvo Butanplin Izola in še 5. v tej sezoni ostal praznih rok. Primorci so slavili tesno 25-26. Gostjo na čelu z nekdanjima izkušenima reprezentantoma Petrom Božičem in Matjažem Brumnom so v končnici znali vzeti ponojeno. Odločilni zadetek za zmago gostov je le nekaj sekund pred koncem dosegel prav Brumen. Za zdesetkane knape, ki jim ni kaj očitati, je, tako kot Brumen pri gostih, 7-krat zadev Jan Hočevar. Na vzlic porazu pa v taboru domačih po tekmi ni bilo čutiti pretiranega razočaranja. Ja, jaz mislim, da smo se na tekmo zelo dobro pripravili. V obrambi smo super igrali. Mogoče, tako kot ste rekli, je bilo v napadi kakšna napaka prvič, pa tudi mogoče izkušnja, no, na drugi strani, da so pretehtali. V naslednjih 2 krogih, če tako lahko rečem, sploh na papirju nekoliko lažji nasprotniki, najprej gostovanje v Prekmurju, potem pa Črnomelj doma, prepotrebne točke. Kaj reči? Ja, te 2 tekme zdaj je treba nujno dobiti. Jaz mislim, da se nam pozna odsotnost vseh igralcev, ko manjkajo, tako da tako, ko smo, tako moramo iti naprej in čim več tekem zmagati. Vzrok minimalnega poraza je sigurno samo na strani Izole, samo tista 2 igralca sta prevesila, ki imata bogate izkušnje iz evropskih tekmovanj in pa tudi reprezentančnih selekcij. Tu je bilo vprit na koncu, ko je bilo potrebno, sta vse odločilne zadetke pripravila ali pa tudi sama zabila. In to je dejansko danes odločilo. V svoji dvorani so kljub 7 zadetkom Žana Zakoška klonile tudi Radeče Papirnova, Škofljica je bila boljša za 2 gola. Uspešen pa je bil Herč Martno, doma je gladko 37-26 ugnal Pomurje. Prvi strelec tekme je bil Andraž Justin z 8 uspešnimi poskusi. Vse ekipe iz širšega zasavskega območja se nahajajo v spodnji polovici lestvice, Radeče so 8, Šmartno 10, Rudar pa 11 v 14-članski ligi. Futsalisti so pretekli konec tedna igrali tekme osmine finala pokala Terme Olimija. Srečali sta se ekipi, o katerih poročamo v naši oddaji. Litija je v zagorski športni dvorani s kar 0-9 premagala Mlinše in se uvrstila med najboljšo osmerico. 3 zadetke za favorite je prispeval Gašper Vrhovec. V soboto so v Ljubljani podelili priznanja najboljšim motošportnikom v državi. Z najbolj laskavim naslovom se je še 4. zapored okitil Tim Gajser, odlikovan pa je bil tudi Max Mauser. Mladi Trboveljčan, ki je postal državni prvak v razredu MX125, je priznanje prejel kot član slovenske mladinske motokros reprezentance skupaj z Jako Osekom, Galom Hauptmannom in Janom Pancarjem. Litijski teniški igralec Nik Razboršek se je še drugič v novembru udeležil turnirja v turški Antaliji, kjer je slavil pred 2 tednoma. Tokrat je svoje nastope končal v polfinalu, boljši je bil Italijan Dante Gennaro. Razboršek je po dobrih predstavah na lestvici ATP, ki bo objavljena prihodnji teden, uvrščen okrog 440. mesta. Tako visoko ni bil še nikoli. To je vse iz športnega studija. Hvala za pozornost, zdaj pa nazaj k Tomažu. Sva v parku, sva sama, le noč je nad nama in klop, kjer spoznal sem te jaz. Je najina zgodba, vsem že poznana, ne vejo pa kaj s vami dva. Se spomniš tisti ples,
peljala si me do nebes. Sem delal vse, da plešem, a ne znam. Le ti iz mene znaš zbuditi moj najboljši jaz. A kaj, ko ti pokazati ne znam. Spet spomin mi vrne se k njej tja na Dravski most. Tam sem prvič rekel, imam te rad. Res težko je, če ne veš, kaj mir je, kaj norost. A tam zavedno jaz ostal bom mlad. Padeš v moje naročje, vedi, da zate sem tu. Zaupaj skrivnosti in želje, naredi to brez sramu. Zaupati vedno težko je, a vem, da ti zlomi srce. Predstavljati si nekoga, ki ljubiš ga, da drugi dal svoje ime. Se spomniš tisti ples, peljala si me do nebes. Sem delal vse, da plešem, a ne znam. Le ti iz mene znaš zbuditi moj najboljši jaz. A kaj, ko ti pokazati ne znam. Spet spomin mi vrne se k njej tja na Dravski most. Tam sem prvič rekel, imam te rad. Res težko je, če ne veš, kaj mir je, kaj norost. A tam zavedno jaz ostal bom mlad. Tudi najlepši dan spremeni se v temno noč. Kaj če kazale zvezde ne bodo nama pravo pot. In če sama brez izhoda boš, jaz bom ljubil te. Spet spomin mi vrne se k njej tja na Dravski most. Tam sem prvič rekel, imam te rad. Res težko je, če ne veš, kaj mir je, kaj norost. A tam zavedno jaz ostal bom mlad.
V zadnjem delu tokratne merice smo Rdeča nit pa Rdeči križ, prva pomoč, prostovoljstvo, pomoč drugim, tisto, kar vsakemu posamezniku omogoča olajšati težave in izboljšati jutri. In vesel sem, da lahko v tem zadnjem delu v studiu gostim še Simono Jarc, prostovoljko iz Čemšenika. Pozdravljeni. Pa ne samo prostovoljko. V prvem delu smo govorili, da ima Rdeči križ Zagorje krajevne odbore Rdečega križa in zdaj v zadnjem delu imamo tudi možnost iti na teren, če se lahko tako izrazim. Vi ste predsednica v Čemšeniku krajevnega odbora Rdečega križa, pa bi vas prosil, da kar poveste, kaj je tisto, s čimer se ukvarjate, kaj vse počnete. Z različnih perspektiv smo že danes osvetlili delo, zdaj pa torej še iz krajevnega odbora. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. No, sem predsednica krajevnega odbora Rdečega križa Čemšenik že od leta 2010, prostovoljka pa od leta 2007. V našem krajevnem odboru nas je 15 prostovoljk, ki so vse zelo aktivne. No in pač krajevna organizacija Rdečega križa Čemšenik pomaga vzporedno z ostalimi krajevnimi organizacijami v občini Zagorje uresničevati humanitarne cilje Rdečega križa območnega združenja Zagorje ob Savi na območju krajevne skupnosti Čemšenik. V skladu s svojim poslanstvom se tako posvečamo vsem, ki so pomoči potrebni. Svoj čas in prijazno besedo redno poklanjamo starejšim krajanom, k sodelovanju pa privabljamo tudi mlade. Tako skozi vse leto članice organizirano obiskujemo starejše krajane, tudi tiste, ki stanujejo v domu starejših občanov na Izlakah. Vključujemo se v različne dobrodelne akcije, kot je bilo že povedano. Potem urejamo mrliško vežico, v prostorih krajevne skupnosti pa organiziramo tudi preventivne meritve krvnega tlaka ter sladkorja in holesterola v krvi. Potem vsako leto pripravimo ob materinskem dnevu v prosvetnem domu v Čemšeniku prireditev za vse matere, babice in ostale krajane. Junija na predvečer Dneva državnosti sodelujemo pri izvedbi srečolova v okviru vaške prireditve Večer na vasi. To je letos potekalo že 10. leto zapovrstjo. Potem pa v mesecu novembru, tako kot pripravljamo tudi srečanje za starejše krajane in to srečanje ki poteka seveda v okviru Rdečega križa Slovenije območnega združenja Zagorje. Vesela sem, da na tem srečanju in na vseh srečanjih sodeluje tudi podružnična šola Čemšenik in učiteljice s svojimi učenci pripravijo zares lep program. Tako da to so tiste stvari, ki v našem krajevnem odboru Rdečega križa rade delamo. Potem redno obiskujemo tudi starejše nad 85 let. Vsako leto, to je pred novim letom, jim ne samo kakšna majhna darila. Potem redno pošiljamo tudi voščilnice za okrogle obletnice, to je za 80-90 let. Obiščemo vsako leto najstarejšega krajana tudi v naši krajevni skupnosti, tako da dela je kar dovolj, ampak glede na to, da so vse prostovoljke res zelo prizadevne in pridne, nam vse to uspe. Rekli ste, da radi počnete to delo. Kaj pa vam prostovoljstvo in ta vaš prispevek pomeni? Takole bi rekla, za vsako še tako drobno stvar so potrebni volja, sodelovanje in navdušenje za dobra dela. In vse to mi daje možnost za osebno rast, samo uresničevanje in razvijanje lastnih interesov, ker največje in najlepše plačilo in potrditev za naše delo je hvaležnost tistih, ki so pomoči potrebni. Res je in lahko je to tudi privilegij, če nam te vrednote, ki ste jih omenili, veliko pomenijo in lahko pomagamo drugim na tak ali drugačen način. Če se še malo dotakneva prostovoljstva. Dejstvo je, da prostovoljec ne more biti vsak. Mora imeti te lastnosti, ki ste jih omenili, pa me zanima, ali je po vašem mnenju prostovoljstvo prirojeno, pridobljeno, mogoče naučeno. Jaz bi rekla, da kar vse troje mora biti prirojeno, moraš imeti nekaj v sebi, potem pridobljeno, pridobiš si ga lahko z izkušnjami in pa tudi naučeno. Malce se lahko tudi naučiš, ker jaz, na primer,
na območnem združenju Rdečega križa v Zagorju vidim našo predsednico in pa sekretarko. To sta dve, ki resnično znata pomagati in te tako pozitivno usmeriti, tudi če ne bi hotel, boš nekaj naredil. Tako da mislim, da vse troje bi rekla. Vi imate na vasi v Čemšeniku veliko volje, veliko izkušenj in če vidi človek, da je podpora tudi z vrha, če se lahko tako izrazim, je delo še lažje in z večjim veseljem opraviti, si mislim. Tako. Ja, mi že sedaj v krajevni skupnosti, se pravi, sodelujemo z vsemi društvi. Karkoli organiziramo res z vsemi, tako s prosvetnim, gasilskim društvom, potem s turističnim, športnim društvom in seveda krajevno skupnostjo, nazadnje tudi župnikom in ta srečanja, ki jih pripravljamo v gostišču Zaloga, tudi z njimi. Tako da res to se mi zdi, da to sodelovanje že sedaj poteka. Potem tudi mlade, tudi naše otroke, recimo, ki so že tudi malce starejši, privabljamo takole, kadar imamo prireditev za materinski dan, na koncu naredimo še tudi pogostitev in v to vključimo tudi naše otroke, ki lepo nesejo po dvorani, naj si bo pecivo, naj si bo sok in take zadeve. Tako da mislim, da je to kar v redu. In če bi se nam rad še kdo pridružil, bi rekla, dobrodošli vsi, ki ste pripravljeni pomagati in storiti nekaj dobrega za sočloveka. Simona Jarc, hvala za vse te stvari, ki ste jih delili skupaj z nami. Želim vam še veliko delovne vneme in motivacije, pa seveda tudi pozitivne energije, da boste vse te stvari ohranjali, to je velik dar, ohranjali in jih peljali naprej. Hvala lepa tudi vam. Zdaj pa vas še ne bom spustil iz rok, prijazno vas bom povabil v našo studijsko kuhinjo, v kateri se nam bodo pridružili še drugi gostje skupaj ob lučki Kotnik in zdaj sem že zelo radoveden, kaj nastaja. Kar pojdite z menoj, Simona, in z druge strani se bodo pridružili tudi drugi gostje, ki smo jih danes v Mirici Dobrega gostili. Lučka, tukaj se bomo postavili, malo vas bomo še gledali, se ste navajeni vsega hudega in videli bomo, kaj je nastalo. Zdaj pa povejte recept za tole, kar ste danes naredili. Recept. Rdeče zelje, kakor ga moja babica delala. Potem pa pire bučkin iz maslenke buče in pa malo krompirčka. Pa obreka Štefani pečenka iz mletega soma afriškega. Recepti pa lahko preberejo. Ja, recept smo tudi pripravili za naše gledalke in gledalce in če pogledamo na uro in pol je vse tole nastajalo. Če nismo tako spretni kot vi, še na pol ure rezerve in če rečeva takole na palec 2 uri za tako jed, kako ste jo poimenovali? Lučkin jesenski krožnik. Lučkin jesenski krožnik. Kaj bi še dodali tistega svojega, kar bi mogoče včasih komu ne zaupali, ampak danes upam, da boste povedali kako skrivnost, ki daje piko na i tej jedi. Ja, veliko začimb. To je to, kar sem že omenila, drugače pa predvsem strast do kuhanja. Pa raziskovati stvari, ki se ti zdijo mogoče v trenutku nemožne. Vi pa imate tudi doma dober suport, če se lahko tako izrazim, veliko sestavin lahko dobite, pa bi mogoče na koncu še enkrat povedali, kaj vse je tisto, s čimer se ukvarjate in kje vas potencialni uporabniki dobijo, kje vas najdejo? Tako, danes današnji pokrovitelj teh sestavin je v celoti naše podjetje Tvoj šef v bistvu, Tvoj hekar, podjetje mojega moža oziroma najno skupno podjetje. Tukaj se lahko vse sestavine dobijo, kjer želijo ali sveže, kar se tiče zelenjave, blanširane, zamrzene, tako da imamo vedno vsega na dovolj na zalogi. Imamo pa predvsem stremimo k temu, da so sestavine kvalitetne. Vsako stvar, ko jo mi prodamo, jaz doma skuham, tako da kar damo naprej gostincem, šolam, vrtcem, restauracijam, vem, kaj je, vem, kako se stvar obnaša, kakšne kvalitete je, tako da je z prve roke sproban. In občinstvo danes imamo tukaj kar množično, Lučka, ob tebi Štefka, Luka, Monika, Metka, Simona in zadaj še cel kup tehnične ekipe. Mi bomo zdaj to preizkusili, ker zdaj že bomo našli še kak pribor in da naše gostje tole pokomentirajo.
Recept pa bo tudi na naših družabnih omrežjih. Zdaj pa vas kar prosim, da pristopite, da poskusite vsaj malo, da vas bomo lahko pohvalili in povedali, kako ste tole pripravili. Ja, Lučka, ste zadovoljni s tem, kar ste pripravili? Vam je uspelo tako, kot ste si zamislili? Bom rekla tako, kar vedno rečem, vsakeč je malo drugače. Tako da vsakeč se pustimo presenetiti. Ja, tista misel na začetku mi je bila zelo všeč, ko ste rekli, da vsakič drugače. Hvala. Ja. Se vedejo meso? A se vedejo riba? Ne. Ne, sploh ne. To je tisto, kar jaz želim pokazati, pa v bistvu tudi navdušiti moje otroke. Vse moje otroci jejo ribe, oni so in školjke in škampe in vse. Ampak v bistvu tiste, ki niso tako, bom rekla, nekako za ribo, no, da jim lahko mačken skriješ. Evo, pa sploh ne vejo, da je dobro jejo, pa zdrav. Čisto ob koncu povejte, kje najdemo vaše podjetje, vaše storitve, kako stopiti v stik z vami? Naše podjetje, tako kot sem menila, je na začetku ali pa na koncu Zagorja. To je v bistvu v isti stavbi, kjer je bil Charlie Bar, v bistvu trenutno zdaj zaprt, drugače pa še vedno. Tam lahko dobite vse. No. Bi pa tudi želela, no, da se gostinci lokalno nekako bolj odzovejo na nas, ker nekako verjamem, da lokalno smo lahko močnejši. Lučka, jaz se vam res lepo zahvaljujem, ker ste tole hrano delili skupaj z nami in zahvaljujem se celotni množici današnjih gostov, da ste vsak svoj delček prispevali v mirico, da smo jo ob 10, kot kaže naša ura, napolnili in da jo bomo z zadovoljstvom tudi ponovili. Vsem še enkrat najlepša hvala. V tem prijetnem vzdušju, drage gledalke in gledalci, pa sklepamo tokratno oddajo Mirica dobrega. Čez teden dni se spet srečamo ob istem času, na istem mestu, na ETV v Mirici dobrega. Želim vam uspešen teden in vse dobro.